Čau sončki, stranki morava odpeljati ene obroče, ker so zamujali in last minute poti Slovenije jih je dubil, v Belgijo smo jih tudi poslali, pa v Francijo so šli še naprej. Ena stranka iz Italije je pa rekel, da jih nujno rab danes. Upam, da boste uživali, tako da uživite vikend z nama. Čau! Je bil dober zajtrk? Ja. Kako ti je pa hotel všeč? Polica je zelo lepa, soba je zelo lepa. Zadnjo uro rezerviraš, kje boš spal, pol po moje je to lahko še fula. Evo, tukaj sva. To skanca je tam nazadnji, glejte, kako je lepo. Jaz sem tudi klek. Kakšno je počutje? Tako dober. Zdaj sem se zdaj ustavila enih, ne vem, 10 km ven. Se šla čez Piso. Razgleda. Če sem čist ver, gleda se vozva, cel cajt imam feeling, da sva v eni ribarenci. Ampak overall so pa ceste ful lepe, res take smooth, tako da se da res lepo voziti. Razen čez mest noter je malo bolj razrukana, ampak drugač po stranskih je pa vrhunsko. Počutje je pa trenutno vrhunsko, kakor vidite, nasmejana. Gremo Martina. Je levo? Turisti nad Piso. In how you doing? Evo, mi da se pripeglala klele gor nekam, neka marino, neki, ne vem točen kaj. In v bistvu ta del mi je ful všeč tam, bolj pri Kemorju mi mogoče ni toliko fajn za kolesariti, ampak zdaj klele, ko bo šla pa gor, bo pa po moje kar dost lepš. Tako da bom dal tudi dol v opis, kje je ruta. Najdla sva jo na aplikaciji Komoot, ki je pa ful simple za uporabo in se sam prenesla na Bolta 2 in to je to. To mi je pa še celo draga pomagala. Ona oblada. Zdaj ene 15 km ven iz Pise in je pa prav uživancija. Takole, ups. Čist nor sladoled, pa ko bom kavo probal, bo tudi po moje 10 od 10. Tako da, ja. Bo treba planirati, če kakšen dopustek v Italijo. A ne? Leko klepo slikce so naredili. To pa je, a vidite to veliko rad? Je to. Drugač kraj izgleda še mejhne. Aja, pa da zdaj še povem ceno. Meni se zdi ful pocen. Liter pa pol vode, 2 kepce sladoleda, Coca-Cola, pa en espresso, ja pa računala je 4 kepce sladoleda, 10 evrov pa 60 centov. Tako, meni se zdi ful pocen. Oziroma ful pocen. Neka normalna cena, če bi šel v Ljubljani na 4 kepce sladoleda, bi bilo 4 kepce sladoleda bi bilo že dražje. Pol narediš opala in upaš, da gre balanca naravnost. In upaš, da ne piha preveč veter. Kar delaj noče. To je to. Bravo!
Čau sončki, evo, midva sva se zdaj znajdla v prelepem kraju San Vicenzo. Tole je Martina, ona je skozi glasna. Bog nadej, da mi kaj pusti, da povem do konca. Tipična ženska, tako da... Takle imamo, a ne? No, skratka, kar se tiče trenutno prvi vtis, bom tako zelo lepo povedal. Razumem, zakaj Slovenci hodimo na Hrvaško, na morje. Ker če je italijanski takole, ajde z izjemo kakšne najbrž Sardinije in podobno, ne priporočam, da se gre sem na dopust, razen če je kolesarski, ki je pa lepo za voziti. Takole nekako to zgleda. No, evo. Wow, to je pa tako lepo. Lepo od daleč, blizu pa daleč od lepega, a ne bi se lahko reklo. Tole si pa tako lepo povedal, da sploh ne bi rekla, da je to prišlo iz tvoje. Ne, saj je načeloma, če vam je všeč mivka, pol se vam zna zgoditi, da vam bo všeč. Meni mivka baš, ja, ni glih nekaj, kar bi žritjo plosku. Evo, tole je zdaj zajtrk. Včeraj sem mogoče malo preveč skurcu ta del, pa bom drugače povedal. Ne bi šel sem na morje na dopust, ki pač meni osebno ni všeč, tudi, ne vem, ko pridem, pa tle lahko izpostavim mogoče najbolj Cres, tja diši vse, ne vem, občutek je malo drugačen. Tle mi tako, še glavna ulica ni najbolj spucana pa čista, tako da ja, pač meni najbolj všeč. Tako da sem bi šel pa definitivno še kdaj, mogoče kle v te vasi, ki so oddaljene 10 km stran. Je pa ful lepo gor. Polhanje takih vasic, kafičev, teh vaških gostilnic, isto, ki imajo ful dobro hrano, ful pocen. Mislim, da so šla včeraj 2 pice, 1 sladica, ne vem, liter radenske, pa Fanta, pa je bilo 34 €, pa še to je bilo samo zaradi tega, ker sem jaz sladico vzel, ki je bila, ne vem, 6,50 €. Če ne bi tega vzel, bi bilo 28 €. Ja, edino, kar mi ni všeč, je to, da ni kle vode iz pipe. To sem navajen, saj na Cresu, in da lahko mod to piješ, tako da. Ampak ja, kar se tiče pa hrane, kave, je pa vrhunsko. Sam bi šel nekam bolj v notranjost. Govorim pa tako malo čuden še, ker so še malo zalimana, ker so se glih zbudila. Hvala, seksu si že. Ja, no. Pa zaradi tega imam tak šarmanten glasek. Da se furava že domov. Ja, takole je, tele hitri vikendi, štartala sva dobro uro nazaj, zdaj sva pa že pri Firencah in je gužva. Zaključek tega vikenda, kaj boš rekla, kaj ti je bilo všeč, kaj ti ni bilo? Všeč mi je bilo vse, všeč mi pa ni bilo to, da je to hitro minilo. Definitivno ne bi šel sem na dopust na morje, to jaz glih ne bi svetoval nobenemu. Ja, že plaža in okolica tam, saj meni ni bilo baš neki. Je pa definitivno za vse, ki bi pa šli, ne vem, z eno familijo, z 2, da se najde nekje vilo z bazenom in da si gor bolj v hribih, to pa definitivno bi svetoval, tako da čez tak človek, da bi šel gor. So ceste ful lepe, mi da so srečala koliko avtov tam, ko so se gor fura, ful malo. Kje je gor? Ja, gor, po unih hribčkih. Ja. Je bilo res ful the best. Dobre imajo kavice v vseh teh vaških lokalih, ful so prijazni, tako da, ja, iz tega vidika tja gor definitivno bi šel, ne bi šel pa v, ja, ob morje, to pa mislim, da si tudi ti rekla, da ne bi šla. Ne, ne bi šla. Šla bi v hrib, mislim, tako na nek grič, pa da je bazen, to je pa to mesto pa dol, pač nič posebenega. Ni grdo, ampak ni pa zdaj, da bi rekel, ne vem. Zdaj greva lepo back to Ljubljana, kadarkoli bova prišla. Stranka je bila vesela obročev,
tako da to je še ena kljukica. Ja. Na velo izletu so pa tudi bajeda uživali, so naredili dobro 100, so šli na Bloški jezero. Tako da si zdaj pogledajte še, kaj so oni počeli. Do naslednjič, uživite na bajku. Let's ride! Med tem časom, ko je že v Toskani, smo pa mi se zbrali za velo izlet, gremo na Bloško jezero. Kljub času dopustov se nas je zbrali ogroman. Evo, naša prva špička danes, turjak. Vroče je že zdaj, tako da pa še lepo. Zdaj pa upam, da v tam pri Bloškem jezeru kaj bolj hladno. Takole se pa lepo počakamo na vrhu, ki so zdaj že mrzli, ker že toliko časa kle čakajo. Imamo pa postanek na Bloškem jezeru, ogromno nas je. Spili smo veliko Coca-Cole, radler izotonike, kavice. Evo jezero, vsi da smo res na jezeru. Pa Anže nas v bistvu tam ne gleda. Pa je, da bo kar naslovil sem. Živijo Anže. Evo, pa grejo. Nek so švah sicer tole, bolj slabojan gre. Tilan, kako je bilo? Vrhunsko. A si zdržal pol? Premagal krizo in usvojil vrh? Ja, ampak ne zgledaš pa ne tako. Še bom. Še boš? Še bom. Tudi to krizo bom premagal. Sej to vidim. Pa ti si imala, se zdaj v redu počutaš? Pa vidim, ja, zdaj ti lažje, a ne? Lažje, kot vsi klanci danes. Kaj je Štefko? Kako kouk? Malo boli, ampak bo. Bo. Tis kapogi. Enako. Še na isti boks si vrnil. Evo, mi smo prispeli iz izleta, že se najbrž kuha tam v Toskani, ker je bilo tudi tukaj danes vroče. Zdaj bomo pa gledali še tole hudo etapo po Pirenejih, pojedali pico pa počivati. Pa drug teden pa spet nov izlet. Evo, Kubi smo dočakali tole pico danes. Mislim, da smo si jo vsi zaslužili. Evo, zdaj, ki se to pa dogaja, da povem, mi smo dali prejšnji teden ven eno varianto, da se išče trasa za naslednjo težko. In je Simon dobil predlog, to, da gremo naslednjo soboto na v bistvu primorski konc, gremo na Staro pošto, Ajdovščino, Predmejo, Col, Glavo. Tisti, ki ste malo spremni, ste vam zdravo, tako da Simon dobi pa ene štutke, pa 2 bidona, ker je to trasa predlagal, pa nam je bila najbolj všeč. Mi pa morda obvezno zdravo. Pa magari, če gremo sami šteli. Ne, to traso sem jaz itak v planu. Rampa. Tako da je zdaj pa jih to palo v ta držnik, Evo, tako da evo. Ana, rampa. Za idejo. Zdaj bo to posnet, Ana, veš. Štefko, a si zadovoljen z današnjo etapo? Kaj počemo, ne? Pog je v rumenu, še malo je dodal. Še malo je dodal unmu, revčku. A ti si vesel, ko si dobil lepa darilca? Tako da boš... Bidončke, evo, boš imel lepe, evo. bidončke, pa ene štutke imamo, tako da bomo se lahko malo bolj. No evo, vidite, se splača tukaj z nami gledati do konca, da boš lep. A ne, da se splača z nami do konca gledati? Pa še eno brisačko, zdaj imam že toliko, da bom eno veliko sešil iz teh tamali. Ja, ti to kar za brisačko uporabljaš. Dobar. Mogoče to mislim bilo za okol vratu, ampak... Ne vem, Veš pa, te cunjcem kol Nisem pogruntal, teh zakaj- cunjcem kol ni preveč pri tam mladih, ne. Nisem pogruntal, zakaj je to uporaben. Bravo, Arensman, bravo! Evo, zdaj pa še tale 2 v akcijo do konca. Ajde, Pogi, odšprinti tega ligavca. Ajde, Pogi!